Govor, kaj? Ne, vidi. Ne moš tako stati. Ja, jaz lahko stojim. Ja, če je preblizu, te sploh ne moram dobiti dobro. Širi. Se da širi. Vred zdaj. Govori, kaj? Lepo pozdravljeni. Sem Kazimir, Marin, zvesti služabnik. Posvečen je za svojemu srcu. Čestitam gospoda. In redni obiskovalec Mariborske Bazilike. Gospod je velik in dober in ne pošilja na odpravu. Tja daleč, bi lahko rekli, med poganem. Ker zaupam gospoda, verjamem v njegovo pomoč, se ne bojim. Potujem jutri 24.6.2007 z Brednika v Pakistan, glavno mesto Islamabad, in tam naprej potujemo 8 dni do baze, kjer bomo preživeli skoraj mesec dni. Odpravljam se na 12. najvišji vrh na svetu, 8740 metrov visoki Brodpik, ki leži v gorovju Karakuru. Posebnost tega gorovja je, da je kar 5-8 tisočakov na enem mestu, tako da je že sam trekking okrog teh vrščancev zelo zanimiv in bogat za fotografiranje in tako naprej. Kaj bi še Boš ti kaj vprašal? Ker Sveti Duh deluje in ker se vsak dan priporočamo za razsvetljenje in moč Svetega Duha, je prav tudi, da povem za ostale člane, da predstavim ostale člane. Bo nas 14 članov in bo mednarodna odprava, se pravi 2 bodo Nemca, 1 Italijan in 11 Slovencev. Od tega bodo v ekipi 3 ženske in tudi vodja odprave je gospa Irena Mrak, znana alpinistka in že osvajalka tega 8000-čaka. Med sabo se ne poznamo, razen enega mojega soplezalca Andreja, ki smo že skupaj plezala na Kavo, ampak, kot sem rekel, se ne bojim, ker je gospod z mano, ki daje moč in ker je moja rešitev. In ker sem pripravljen in čutim to v sebi, da ga lahko prosim v vsakem trenutku za pomoč in da bo moja molitev, če bo iskrena, tudi uslišal. Aleluja! Boš še ti kaj vprašal? Kaj si pa zdaj Ja, to je dobro vprašanje. Najbolj se želim, da bi me napolnil Sveti Duh, da bi mi žgal srce, da bi bil poln veselja in ljubezni. In če bo ta milost, si tudi želim priti na vrh, ker je le neki cilj, neki rezultat, ki je plod večletnega dela, predvsem pa priprav in nekega tudi repenenja in ploda nekega, kaj rekel človek, konička. Ja, tudi to si želim, da bi se dobro med sabo razumeli, da bi postali tudi po odpravi prijatelji,
ker večkrat se zgodi, da so prijatelji takrat, ko se trgujejo med sabo, potem pa, ko grejo na razen, nekako se to prijateljstvo razbija in celo nastanejo zamere. Jaz se predvsem želim, da ostanemo celo življenje prijatelji, da nas ta brodpik, ki nas je združil, tudi pozneje povezuje v dobrem in da res, da nam nekako ta odprava ostane v lepem spominu in da bomo se vedno tega radi spominjali in da bomo te izkušnje, ki dobimo tam, prenašali tudi na druge, predvsem pa to Božjo ljubezen, ta mir, ki je tam prisoten med gorami na višini 5000 metrov, bomo to znali prenesti tudi drugim, svojim prijateljem, bližnjim in domačim. Hvala. Jaz sem tam snil to nekaj, nisem ga kaj ne povem reči. Še nekaj. Kaj želim jaz ostalim, bodo gledali to? Ja. Kaj se ti najbolj želiš od ostalih? Veste, dragi gledalci, ki me zdaj gledate, molite drug za drugega. Jaz sem se na ljudi obračal, predvsem z eno prošjo, da molijo za mene, ker na takih odpravah, takih preizkušnjah res potrebuješ molitev in milost Gospoda. Potem ni težko. Jaz pa se obračal predvsem na vaša srca, da molite drug za drugega, da ste potrpežljivi drug z drugim, da se znate odpuščati drug drugim in da ne pozabite na Gospoda, ki vam vse to daje, tudi ljudi okrog sebe, tudi vaše življenja. Obrnite se vedno na našo nebeško mamo Marijo, ki pravi tako lepo ta molitev. Spomni se premiljenica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi bila koga zapustila, ker je varstvo pribežal tebe, pomoči prosim, in se tvoji prošnji priporočal. Zato kar vam priporočam, ko bodo v težavah, kar k Mariji. Kar k Mariji. Amen. Aleluja, slavimo Gospoda. Bodite veseli.